Lepo pozdravljeni. Lepa hvala za povabilo na ta zelo zanimiv in dobro obiskano posvetovanje. Moja tema je pravzaprav razvoj predpisov, namreč rekonstrukcija imamo na obstoječe objekte in zelo važno je, kdaj so bili grajeni. To je prvi podatek, ki ga rabimo in marsikaj pove o objektu že sam ta podatek. Torej, govoril bom še eno glavnem razvoj predpisov, ampak na koncu, čisto na kratko, nekaj besed, kaj narediti s potresno neodpornimi objekti in kako projektirati potresno utrjevanje objektov. Tukaj mislim na velikost potresnih sil, ki se uporablja za to. Torej, potresni predpisi so se dejansko začeli s potresom ljubljanskim leta 1995. To vsi vemo, da je bil močan predpis in močan potres in po tem potresu je bil izdan tako imenovan stavbinski red naslednje leto, ki je med drugim zahteval v opečnih stavbah vezi. Torej to, kar tudi danes delamo. In te vezi so dejansko izvajali, jaz sem mojo hišo rekonstruiral, grajena 1907, sem jih našel. To je bilo nekje ploščata železa so bila po zidovih postavljena. No, potem še nekaj časa so se spominjali na ta potres, tako da en tipičen primer potresno odporne stavbe za tisto obdobje je ljubljanski Nebotičnik, potresno izoliran, izredno skrbno dimenzioniran in dokaz, da še precej let po tem potresu so se zavedali tega problema. No, ampak potem so prišli problemi po vojni, predpisov ni bilo, se je pozabili na to in to so objekti, ki jih že dolga leta kažem, 13-etažna stolpnica v Ljubljani grajena leta 1995, takih je še nekaj. To je Slečena, ko so fasado obnavljali, torej brez vsake armature. 13 etaž, danes bi lahko eno-dve etaži na ta način gradili. In to seveda ni edina. Hrvatski trg, tam v Miklošičevi cesti, ena je celo nadzidana tukaj. Tukaj je še nekaj nadzidana. No, to so seveda veliki problemi, ki so težko rešljivi, ampak zadnje čase sem se jaz pred kratkim se pa srečal s tem, ki je pa po moje še hujši problem. To so tako imenovane brezkoridorne šole, arhitekt Novinšek, arhitektura zelo uspešna, nagrajena. Ampak, glejte, kakšna je to konstrukcija. To so neki stebrički, 20 centimetrski na fasadi in noco stebri 40 na 40. In vse te šole, 39 jih je v Sloveniji, 14 jih je v Ljubljani. Tukaj vidim nad, kako se je ukvarjal s tem, sva nekaj diskutirala o tem. To je bil zame šok. Jaz tega nisem vedel, kje so lokacije v Ljubljani. Vse so bile grajene pred skopskim potresom, to se pravi pred kakršnimi koli predpisi, na 2% horizontalne obtežbe. Nosilnost imajo sicer nekaj večjo. In to je po moje ena stvar, ki bi morali ta prvi ukreniti. Pol sva s kolegom Fišingerjem napisala neko pismo županu, ker največjih je Ljubljan in ministrici. Ne bom rekel, da se ni nič zgodilo. Nekaj se je zgodilo, začeli smo se nekaj pogovarjati, sam stvar stoji. No, potem je prišel slovenski predpis leta 1963. To pravzaprav ni tako znano. Mi mislimo skopski potres, to je začetek predpisov, ampak dejansko slovenski predpis, naši starejši kolegi so se že takrat, že pred skopskim potresom zavedali te problema in leta 1963 je šla ta odredba, ki je imela status predpisa. Seveda, ker je potem
ker je potem, torej tle je datum, jasno ne vidite, 13. junij 63, točno en mesec pred skopskim potresom. No in pol je prišel skopski potres, to je karta, ki je bila povezana s tem predpisom, ki je sestavni del tega slovenskega predpisa. In to je tudi en primer, kako se na seizmološke podatke ne moramo zanesti, ker te se spreminjajo. Kle, če pogledamo, rečemo Maribor, v bližini Maribora 9, intenziteta 9, Posočje, aseizmično območje. Tako da malo si lahko predstavljate, dobra seizmologija je napredovala, ampak ne moramo se zanesti, da to, kar je zdaj v karti, da je to res tisto, da pravi, da se to ne bo spremenilo. No in potem je prišel skopski potres leta 1963 in prišli so prvi jugoslovanski predpisi, ki so seveda veljali za Slovenijo leta 1964, imenoval se je pravilnik o začasnih tehničnih predpisih. V veliki meri so bili prevzeti slovenski predpisi, ne čisto, rečemo pri zidanih konstrukcijah so bili precej spremenjeni. No in to nekje smatramo kot začetek, potem v bivši Jugoslaviji začetek potresno odporne gradnje leta 1963-1964. Tle je imel, ta predpis je imel neko poglavje o adaptacijah in rekonstrukcijah, rečeno je bilo tako, manjši posegi v nosilno konstrukcijo, treba je dokazati, da se potresna odpornost objekta ne zmanjša, če so pa večje spremembe nosilne konstrukcije, v celoti upoštevati predpise. Ampak ni bilo pa zdaj definiran, kaj je manjše, kaj je večji poseg. To ni bilo definiran. No, potem pomembna stvar je, vsaj teoretično, praktično pa ni imela velikega vpliva, kot bomo videli, je bil zakon o seizmološki službi, ki je išel 1978. Motor za ta zakon je bil pokojni profesor Bubnov. S tem zakonom je bil ustanovljen Seizmološki zavod Slovenije, to je bilo pomembno, to še danes nadaljuje v okviru ARS-a. In ta Seizmološki zavod Slovenije ne bi med drugim vodil, vzdrževal in obnavljal evidenco ter organiziral analitično ocenjevanje potresne varnosti obstoječih pomembnejših gradbenih objektov. Torej, če bi se to izvedli, bi bilo zelo pomembno, ampak nažalost se ni iz raznih razlogov. Med drugim je bilo rečeno v tem zakonu, da občinski upravni organ evidentira obstoječe pomembnejše gradbene objekte, stališča njihove potresne varnosti, najpozneje v roku enega leta, ampak le catch, po uveljavitvi predpisa o načinu vodenja evidence obstoječih pomembnih gradbenih objektov. In posledice so bile, če je neustrezna varnost, če je ugotovljena neustrezna varnost, objekt je obvezno v primernem roku potresno sanirati. In če ni sanirano, prepoved uporabe objekta. Torej zelo, bi rekel, rigorozen zakon, ki pa se ni izvajal. In sicer prvi razlog je bil, torej rečeno je bilo še, da izvršni svet predpiše v roku enega leta metodologijo za kategorizacijo poškodb po potresu prizadetih objektov. To ni bilo izvedeno. In predpiše, kateri gradbeni objekti se štejejo za pomembnejše objekte. To je bilo edino, kar je bilo narejen, poleg ustanovitve Seizmološkega zavoda. To je bilo narejen, izdan je bil ta odlok, ampak šele leta 1986, ki pa je prenehal veljati s pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, ki je bil danes že omenjen leta 2005. No in direktor Seizmološkega zavoda naj bi v roku enega leta po ustanovitvi zavoda predpisal ta način vodenja evidence obstoječih pomembnejših gradbenih objektov, ki je bila osnova za vse ostalo. In to ni bilo narejen in dejansko se stvari niso izvajale. No, prišla je ena sprememba leta 1986, je se malo gledal po arhivih, povišane so bile kazni zaradi inflacije. In
ko sem primerjal tekste, sem videl, da je izločena alineja, da Seizmološki zavod sodeluje z univerzami in znanstvenimi organizacijami, ampak mogoče je to, ker to je bil nek čistopis, da je to izpadlo, jaz dvomim, da so to namenoma ven vrgli. No in pa je bila še ena sprememba leta 1993, kjer je kompletna veljavnost, razen 3 členov, ampak vsi te pomembni členi so ostali, preneha z zakonom o varstvu okolja. In tam, kjer se je ustavila ta akcija zdaj v zvezi s šolam, ki sem jo prej omenil, na ministrstvo, zdaj naj bi ugotovili, a se še lahko sklicuje na ta zakon, a je to še veljavno ali ni veljavno, kle se je ustavilo, ker to bi predstavljalo neko zakonsko osnovo za utrjevanje obstoječih objektov. No, če gremo zdaj nazaj na predpise, potem se je zgodil Črna Gora 79, potres, ki je bil spet pomemben za Jugoslavijo, pravilnik je bil spremenjen, potem dopolnjen, izboljšan na podlagi izkušenj, to, kar se je dogajalo v svetu in pri nas in šel je leta potem 81, spremenjene so bile karte, te karte so zdaj že bližje temu, ker danes poznamo. Moral bi še to omeniti, da osnove teh kart, te postopki so počasni. So bile nekje že upravljene približno 10 let nazaj, 1970, so seizmologi že imeli osnove za nove karte in dejansko pri projektiranju, ko sem jaz malo te stvari gledal, so se več ali manj ta karta že uporabljala, čeprav še ni bila uradno sprejeta. Pomembna razlika je predvsem v Ljubljani, mislim tisti, ker oči pade, ker Ljubljana je bila v stari karti 9. cona, v novi karti je samo južni del Ljubljane v 9. coni, center Ljubljane je v 8. coni in to je pomenilo spet bistveno spremembo, zdaj pa v potresnih silah navzdol. S prvimi predpisi so šle potresne sile predvsem navzgor, ampak s to novo karto so šle pa spet navzdol. No, tukaj je bilo še, vse te karte so bile na podlagi intenzitet, na podlagi zgodovinskih potresov, potem naslednja karta je bila na podlagi verjetnosti, je bila karta za povratno dobo 500 let, to je še tisto, na kar danes projektiramo, 500-letna povratna doba ali pa 475-letna povratna doba pomeni 10% verjetnosti v 50 letih, to je življenjska doba objekta. No, to že zgleda bolj precej podobno tistemu, kar danes uporabljamo. No, potem so prišli evrokodi in tam ni več intenzitet, ampak so pospeški in takrat smo mi pripisali posameznim intenzitetam pospeške, ki se danes uporabljajo, tako da za 8, kjer je bilo v Ljubljani, v centru Ljubljane je bil pospešek 20% geja, 9 južni del Ljubljane ali pa tam Posočje je bil 30% geja. No, potem so bile več dopolnitev tega predpisa, jaz sem tukaj dodal samo to, ker je o adaptacijah in rekonstrukcijah. Dodano je bilo posebno poglavje, namreč leta 1981 predpis ni imel nič v zvezi z adaptacijami in rekonstrukcijami, ampak 1988 v teh dopolnitvah je bilo dodano poglavje, zahteve podobne tistim v predpisu iz leta 1964, to se pravi, če se bistvene spremembe po novem predpisu, če so manjše spremembe, da se ne poslabša. No, ampak le so bile bistvene spremembe, so bile pa definirane. In sicer bistvene spremembe je bilo rečeno nadgraditev za eno ali več nadstropij. Dograditev s površino večjo od 10% površine obstoječega objekta ali zmanjšanje površine za 10% ob povečanju ali zmanjšanju mase za več kot 10%. Torej so bili neke kriteriji, kaj so to bistvene spremembe. No in vmes že pred leta 1985, ki je že kolega Prebil omenil, so bili izdani tehnični normativi za sanacijo, rešitev in rekonstrukcijo objektov. Tukaj so bili tehnična pravzaprav navodila, kako se te stvari izvajajo.
No in pa smo prišli do Eurocoda. O Eurocodu jaz ne bom govoril, imamo 2 predavanji v zvezi z Eurocodom. Leta 1995 je začel veljati v Sloveniji kot predstandard in moram reči, da se je že uporabljal. Avtocestni smo ga sprejeli takrat tudi kot slovenski predpis uradno, ni bil obvezen, ampak Dars je zahteval uporabo tega predstandarda Eurocod za objekte na avtocestah. No, leta 2008 je postal standard obvezen. Kot veste vsi, 2 dela sta tukaj pomembna, ne. Del 1 so novogradnje in kjer so vse potresne sile, pa te stvari so not, in del 3 obstoječi objekti. O tem bosta govorila kolegica in kolega. No in kot veste, je bil izdan pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov leta 2005, ki pravzaprav zahteva, ker Eurocod je standard, ne? Standard sam po sebi ni obvezen, ampak s tem pravilnikom je pa obvezna uporaba Eurocoda, in ker se tiče rekonstrukcije, piše v tem pravilniku, za rekonstrukcije objektov se uporablja, kadar so dane tehnične možnosti za dosego zahtev iz tega pravilnika in če to ne nasprotuje pogojem varstva kulturne dediščine. Namreč pri kulturnih spomenikih se običajno pojavijo problemi in to je izločeno. Tudi v Eurocodu to izločeno, tam morajo biti posebne preverbe, kaj se da narediti in kaj se ne da narediti. No, kar se tiče potresnih sil, zdaj potresne sile so se spreminjale. Jaz sem sam za Ljubljano klele zbral za en objekt v centru Ljubljane, to vam da neko sliko. Pred letom 1963 pa ločil sem togo konstrukcijo, podaljno konstrukcijo. Toga konstrukcija je plato spektra, podaljna konstrukcija je najnižji del tam v spektru. Začetka spektra ni bilo, ampak spektri so se kasneje pojavili. Torej, pred letom 1963 2%. Zato to je tisto kritično mejno, pol 63, seveda predpis 63, sam preden se je to uveljavilo, mogoče kaj do leta 65, so objekti na 2% projektirani, čeprav imajo ponavadi nekaj večjo nosilnost, to je treba računati. Recimo naša fakulteta, ki je bila zgrajena leta 1969, ampak projektirana je bila pa 62, 63 je na 2% projektirana, sam smo računali, je precej več dejanska nosilnost tega objekta, to je treba upoštevati. No in pol je bil skok s tem predpisom leta 1963 in Ljubljana v 9. stopni. Vidite, da smo prišli na 12% pri togih objektih in to je pa še nekaj časa trajalo. Leta 70, tam nekje, okrog leta 70, padec, zato ker je Ljubljana šla iz 9 v 8. In to je pol vztrajalo približno, v Eurocodu je prišlo do precejšnjega povečanja, ne za vse objekte, za manj duktilne objekte, za nivo sil je približno ostal na istem nivoju za zelo duktilne objekte, torej sodobne armirano-betonske objekte, jeklene, medtem ko za opečne ali pa razne neduktilne objekte in večinoma obstoječi objekti so neduktilni, so te sile precej narasle. Predvsem za toge objekte, delamo pa tudi za podajne. No, zdaj čist na kratko, kaj narediti s obstoječimi potresno neodpornimi objekti. Imamo jih večina bi rekel, da stališča današnjih predpisov, pa velika večina je potresno neodpornih. Zdaj, kaj narediti z njimi? To je seveda, jaz sem dosti premišljal, kle je velika razlika, zdaj, ali so to javni objekti ali so privatni objekti. Zdaj, privatni objekt, to so te stolpnice, ki sem jih kazal. 13-nadstropna stolpnica, 50 lastnikov, 50 lastnikov v 50 stanovanjih. To je po mojem nerešljiv problem, tako finančno kot tehnično, ker to je treba izseliti. Pri javnih objektih je lažje, pri šolah, jaz mislim, da prva stvar bi morale biti šole. Prvič, najbolj smo občutljivi na otroke.
če se tam kaj zgodi. Drugič, lastnik je znan. In tudi tehnično, tam so počitnice, ne, ali pa se preselijo in tako naprej. Tehnično se da izvesti. Tako da tam je stvar lažja. In takrat smo naredili, smo tisto pismo pisali, smo malo pogledali po svetu in po svetu to dela. Rečemo, Ciper je primer. Ciper je primer, kjer so vse šole od prve do zadnje pogledali in tiste, ki niso bile ustrezne, so jih z državnim denarjem utrdili. In še po velikih državah, to smo naredili cel spisek in predložili ministrstvu in županu, kaj delajo po drugih državah. Torej, marsikje se to dela in seveda mora biti politična volja, mora biti kakšen potres ali kaj takega, da bi spet malo zbudili to. Ampak lažje je to kot privatne objekte, ki so po moje nerešljivi. No, en primer, ki bi rekel skrajen. Skrajen primer je dom Fakultete za družbene vede, zgrajen 63. leta, 11 nadstropji, porušen, ampak ne samo potresna požarna ogroženost in sanitarna neprimernost in ponovno zgrajen leta 2006. Mi smo naredili leta 2013 eno anketo, mogoče je predstavljam si, da je kdo od vas tukaj prisotnih tudi sodeloval. Imeli smo dve skupini. Ena skupina so bili člani inženirske zbornice, 240 smo imeli odgovorov in 500 ljudi smo imeli pa laikov. Sam te laiki niso bili zbrani, bi rekel, po sistemu reprezentativnosti, ampak to reče v statistiki snežena kepa, ne, vsak je svojim znancem pošiljal, tako da je seveda bias, kot se reče, ne, visoko izobraženi, večinoma pa ljubljanska okolica, tako da ni čist reprezentativni vzorc, ampak rezultati so kle, smo vprašali, kdo ima odgovornost za utrjevanje potresno neodpornih objektov in zanimivo, da laična publika je rekla med drugim tudi inženirske organizacije in projektanti. Čeprav mogoče vprašanje ni bilo dobro postavljeno, ker z tehničnega stališča sigurno, ne, ampak mi smo mislili bolj, kdo naj pokrene, pa kdo naj organizira te stvari. Tako da, ampak in eni in drugi so rekli, da lastniki imajo veliko odgovornost, ne, lastniki pa resorno ministrstvo, ne, to so tisti privatno seveda lastniki, za javne objekte resorno ministrstvo. No in pa še eno vprašanje, kako spodbuditi utrjevanje stavb. Kle so bili odgovori obeh skupin precej podobni in predvsem posojila, ne, finančno podpreti popravila z nepovratnimi posojili ali pa finančno podpreti popravila z ugodnimi posojili in pa sprejeti ustrezne predpise, ki zahtevajo ukrepanje. No, samo še čisto za konec, kako projektirati potresno utrjevanje obstoječih objektov. Kle se stalno pojavlja vprašanje, ali na 100% ali kaj manj. In mnenja so različna. Eni pravijo, ja, zdaj, zakaj bi te objekti, ki jih rekonstruirali, imeli manjšo odpornost. Ampak po drugi strani, pa če jaz govorim s projektanti, pa marsikdo pravi, ja, zaradi te zahteve se sploh ne lotimo rekonstrukcije ali pa utrjevanja, ne. Lahko bi saj nekaj naredili, tako pa nič ne naredimo, tako da to je drug pogled. No, in tudi eno vprašanje v tej anketi je bilo odstotek nosilnosti obstoječe stavbe napram novi stavbi, koliko se zdi, ampak tukaj so bili vprašani jasno samo projektanti, in večina jih je rekla 75%, 50% skoraj, ne, polovica jih je rekla 75%, potem malo manj kot 30% ne bi spuščali, eni bi pa šli na 2/3 ali na polovico. In ta podatek, po moje, lahko pride prav, ker v Eurokodu vse tako kaže, to bo kolegica Isakovičeva povedala, da bo to nacionalni parameter.
na kakšne sile projektirati, ali na 100% ali kaj zmanjšati. In takrat, to bo mogoče čez 2-3 leta prišlo, ko se bodo pripravljali nacionalni dodatki k revidiranemu Eurokodu, ki je zdaj v delu, se bo treba odločiti, kaj bi v Sloveniji naredili in, kot rečeno, na podlagi te ankete 75% kaže, da je tista številka, ki je smiselna. No, je pa še čas za to. No, in s tem bi jaz zaključil, jaz bi sam omenil, da vse te stvari, več ali manj sem jaz tukaj povedal, sta v 3 člankih v Gradbenem vestniku, tako da, če kdo hoče pogledati, lahko vidi. Hvala lepa.